Si ti edini, ki še praznuješ Kristusovo vstajenje, ki še praznuješ Veliko noč? Danes, ko se spominjamo tega slavnega dogodka dveh učencev, ki na poti proti Emausu srečata neznanca, vas pozdravljam iz naše terase. Strokovnjaki za Sveto pismo in za Sveto deželo pravijo, da je najmanj 4 ali morda celo 9 različnih lokacij, kje je ta Emaus dejansko bil. Zato danes vabim, da se raje ustavimo pri sami vsebini tega pomenljivega dogodka. Mi tako prav vstajate vprašanje teh dveh učencev, ki ga zastavita temu neznancu. Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne veš, kaj se je zgodilo te dni? Tako fantastično, ko Kristus, ustali Gospod, pa se naredi tujca, neznanca, popotnika, brezdomca, bi lahko rekli, ignoranta. Zato, da bi tudi mi, kadar se morda mi čutimo marginalizirane, odrinjene na rob, obupane, da bi lahko v njem videli tisto pot in življenje. Zato, da bi nam pokazal, da razume našo realnost, da tudi, če smo ves post ali celo praznike doživljali kot nekakšno črtanje tednov na koledarju, ko je vse kar nekako zletelo pred našimi očmi, ko nismo uresničili naših sklepov, ko smo morda tudi same praznike in morda obredje doživeli kot nekaj zunanjega in nas ni spremenilo navznotraj. Da bi nam pokazal, da je pot do resničnega velikonočnega veselja samo preko poraza, preko obupa in tudi preko bega. 2 učenca zapustita svojo skupnost tukaj v Jeruzalemu in odideta. In sveti Avguštin pravi, da jo Kristus vidi, kako hodita stran, kako hodita po stran poti in on, ki je sam pot, se jima pridruži, da bi ju pripeljal spet nazaj na pot. In se mi zdi najlepši trenutek današnjega velikonočnega ponedeljka ravno to poročilo o Evharistiji. Da je sveta maša, da je Kristusova resnična navzočnost v Božji besedi in v lomljenju kruha in vinu tisti velikonočni dar, ki ponazarja prav to, kako obup, kako na videz neznatno lahko prinaša veselje. In vam tega želim, da Veliko noč ne bi ostala samo pri teh običajih, pri dobri hrani, pri morda kakšnemu prostemu dnevu, ampak da bi začeli živeti na ta način, da svoj obup ne bi zapirali samo zase, ampak da bi delili vse svoje čustva, vse, kar doživljamo z drugimi, da bi v tem spoznali Kristusa. In največ, da bi sveto mašo začeli doživljati kot resnično srečanje z njim, da bi nam odpiral oči, da je on tisti, ki vodi naše življenje, da je on tisti, ki tudi spreminja naše življenje. In v navidez neznatnih dogodkih vsak dana on prihaja naproti na naše poti, da nam daje veselje. Kristus je vstal, zares je vstal.